Lep dober dan in dobrodošli v ponedeljkovem srečanju, tokrat pa ne s Konjskega vrha. Verjetno ste že opazili, da smo na ploščadi pred našim kulturnim domom v Šmarju in da nisva danes sama. Z nama je tudi Adi Smolar, ki je bil gost torkovega srečanja naše Univerze za tretje življenjsko obdobje. Snemamo namreč to v torek. In danes smo se pogovarjali o tem, kako pomembno je polno živeti, kako pomembno je tkati vezi in kako pomembno je tudi se učiti in skrbeti za to, da si vedno aktiven in dejaven in da imaš okoli sebe prijatelje. In na to temo bomo tudi mi rekli kakšno. In kateremu lahko dam najprej besedo. Adiju, ki je najin gost. Tudi na prireditvi ste jaz moral začeti s pesmijo. Lep pozdrav. Najprej bi tako, da jaz med vsemi pesmimi, ki spodbujajo k delu, ki spodbujajo k vsemu mogočim aktivnosti, imam tudi pesem zelo počas. Tako da tudi kar zadeva tempa življenja, ni treba nenehno nekaj delati, nenehno nekaj stremeti, pa tako naprej. Vzemite si čas tudi za počitek, pa za lenarjenje, to ni nič narobe. Ampak preostali čas pa sigurno je zelo smiselno ostati radoveden, vedoželjen, nikoli povsem zadovoljen s svojim znanjem, ker pridobivanje znanja je res ena pomembna stvar v življenju, zaradi tega postaješ modrejši, bolj modro odreagiraš na določene situacije, pa tudi ljudem lažje pomagaš, ker smisel v življenju je biti pameten in pa dobrega srca. Tako da k temu jaz spodbujam skozi pesmi, k temu spodbuja Karel skozi knjige in skozi besede. Bom zdaj dal kar še njemu, da bo kaj povedal, jaz še kasneje kaj dodal. Ja, tudi danes sva se z Adijem dopolnjevala. Najlepše je tisto dopolnjevanje, v katerem drug ob drugem pridobivaš nove uvide. Kot je bližnji za svojim razmišljanjem pomaga misliti naprej. Tu se vedno znova spomnim na mojega duhovnega očeta, Tarasa Kermaunerja. On ko sem ga obiskal v Avbru, mi je pripovedoval neke svoje spoznanja. In potem je rekel v nekem trenutku, no Karel, kaj pa ti misliš? Jaz sem pa rekel, glih tako ti. On je bil pa kolerik in je vzoril, pa zgin domov. Če ti ne misliš svojo glavo, ne? Kako bom jaz ob tvojih spoznanjih svoje spoznanja uvidel naprej? V procesu tega izobraževanja uradnega je bilo marsikdaj samo tako, da smo morali poslušati. Da imate pa fantastično priložnost, da se družite v tem Univerzi za tretje življenjsko obdobje, da si z izkustvi drug drugemu osvetljujete to, kar nas je na življenje že izučilo, da ste drug drugemu zanimiva zgodba, da niste osamljeni, saj zame so pomembne vsebine in pa bližine. In privoščite si to, ker vam bo to dalo moči, to vas bo dejansko prebujalo še naprej v radost bivanja. Zelo pomembno je, da človek prepozna resnične vrednote življenja, resnične smisle življenja. Če živiš strogo usmerjen zgolj v eno področje ali pa greš po tisti poti, ki res skozi življenje imaš pogled oprt v tla, potem spregledaš marsikaj lepega. Moder človek, dober človek ima odprte oči in odprto srce in prepozna lahko tudi v kasnejšem obdobju življenja še kar je spregledal kot mlajši človek. V tistem hitenju, ki ga mladost pozna, ekstremljenju po določenih stvareh, ki ti bodo olajšali življenje, se mnogokrat pozabi na resnične vrednote. In v tretjem življenjskem obdobju ima človek pa ravno to čas, da obudi tista hrepenenja iz otroštva, marsikdaj, ki jih mogoče ni uresničil zaradi hitenja, ko je gradil kariero ali pa ko je imel družino, in da si na tak način še potolaži dušo in srce, da osmisli prav svoje bivanje. Jaz pravim, smisel je v tem, da se nenehno učiš, da nenehno spoznavaš, da si pripravljen prisluhniti, da dvomiš v svoj prav. To je zelo modra stvar, da ne izpadeš nek robustnež, ki trdi, da je vse prepoznal in s tem samo odvrača ljudi. Ljudje imajo radi človeka, ki je pripravljen k dialogu, ki je pripravljen prisluhniti. To pa lahko počneš, če si moder, če si res razgledan in če si duhovno prebojen. In vse to se da povezati v eno celoto, ki se mu reče tretje življenjsko obdobje oziroma izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju, in pa nikoli pozabiti na smeh.
pa na radoživost, na otroškost. To je zelo pomembno. Jaz imam pesem, kjer rečem, ko sem bil mlad, sem bil trapast, zdaj, ko sem star, sem še bolj. To mi daje energijo, mi daje mladostnost in radoživost in na tak način popestrim in polepšam življenje sebi, pa tudi vsem tistim, ki me obdajajo. In morda s tem zaključimo naše ponedeljkovo srečanje, ki je tokrat zveni kot povabilo. Pridite k nam v Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Če pa niste blizu nas, pa poiščite tisto, ki je blizu vašemu kraju. In seveda, učite se, berite, razmišljajte svojo glavo in srečujte dobre ljudi in modre ljudi, tako kot smo mi danes. Hvala obema in lep dan želimo vsi trije vsem. Hvala, lep pozdrav.